Do you see it? That's a giant alligator. Dragi moji, Alien Mama z vami. Zakaj jaz to vsakič zaprknem? Alien Mama z vami in tale velikani, ker danes bomo govorili o giantsih oziroma velikanih, o gigantskih bitih, ki ne bi včasih hodila po našemu svetu. Jaz sem že naredila video o neke vrste velikanih, ki ne bi hodili po zemlji, v katerih so dejansko ful dokazov. Praktično so že potrjeni, ker je kot dejstvo tako amazing. Ampak danes bomo govorili o večjih stvareh, če si lahko mislite. Še ena stvar, čisto na hitro. Tale teden bom naredila danes 2 videa, ampak večkrat krajše, sem da vidim, kaj boljš uspeva, tako da gremo čim hitrejše v ta video. Ta teorija o okamenelih, gigantskih bitih, ki ne bi hodila po naši zemlji dolg časa nazaj, je dokaj novo, oziroma zelo malo ljudi se zaenkrat z njo ukvarja, oziroma kadarkoli jaz vidim, da če po eni stvari ful googlaš in nič ne najdeš in najdeš te stvari samo na TikToku, veš, da hoče to stvar skriti. Tako kot naprimer te požari na Mauiju. To so popolnoma mediji pomedli pod preprogo, zaradi tega, ker imajo elita po moje prste vmes in samo na TikToku najdeš vsebino o tem. Isto velja za te okamenele gigante. Meni na začetku ta tema kar nekaj in sem jo tako easy ignorirala, ampak škoda, ker je res amazing. In s tem mislimo dejansko vse. Velikane, kače, dinozaure, krokodile, drevesa. Vse naj bi nekoč v zgodovini bilo enormno. V zgodovini, ki je danes pozabljena in definitivno skrita. Zakaj? Ker če bi to zdaj prišlo na plano, gre proti celi teoriji evolucije, pro Darwinu in vse treba na novo spisati celo zgodovino, ker nekrat nič več ni legitimno. Veste pa, da zgodovino piše samo tisti, ki ima moč in ki hoče imeti moč in tega nikoli ne bi hotelo oni uničiti. Ta zgodovina je pa skrita dejansko pred našimi nosovi. Če sem že omenjala Maui, gremo kar na risanko Moana, ki ste verjetno vsi gledali Disneyjeva risanka, noter je ta enormna boginja zemlje Tefiti, ki ji mora na koncu srce nazaj prenesti, da ona spet oživi. In kaj se zgodi? Iz tega skalovja iz otoka ostane Tefiti in je v bistvu boginja in potem gre nazaj spat. Ampak kaj le so oni želeli s tem prikazati? Mogoče del realne zgodovine, ker to je v njihovi mitologiji oziroma je skoraj v vseh mitologijah. Pa res ne pozabite, velikani so praktično dokazani, ampak The Great Smithsonian, ki je pač tisti, ki ima kako zgodovina poteka čez in vse ta glavne muzeje, je pač tole poskril in vzel ven iz časopisov. Bilo je v časopisih, ja. Tisti, ki najbolj dvomite v to, pa jaz ne pravim, da verjamem, samo imam odprto glavo za te velikane. Tisti, ki pa čisto dvomite, si pa pogledajte tale posnetek. Do you see it? That's a giant alligator. Najbrž ste vsi videli krokodilov, to upam, da mi ni treba dvomiti. Gremo kar naprej z dokazi. Kaj pa tela bitja, ki izgledajo čist kakor realni obrazi, ali pa tale, ki izgleda kakor nek tipičen velikan, ki leži. Pri meni osebno se je ta cel fenomen začel pojavljati, ko sem videla tole kačo iz Naka Cave na Tajskem. Nasploh ogromno teh posnetkov in slik prihaja iz Tajske. Tale je meni čist amazing, sploh ne morem verjeti, da to obstaja, da je to, kako je sploh lahko nekaj tako realnega, ne? Tisti, ki mislite, ampak ni pa v nulo realno, kot v detajle, ja, ko pride do kamenjenja oziroma do okamenelosti, do petrifikacije, whatever, se itak organsko tkivo ful spremeni tekom tega in nekako se sede in pač preoblikuje, tako da nikoli ne bo čisto v nulo. Potem je še ta iz Phulange, ali pa tale Three Whale Rock. Tare res gleda, te skale izgledajo bolj kiti, kot kiti izgledajo kiti, pač plovejo tam sred gozda in tudi z vseh kotov izgledajo identično kot kiti. Predstavljaj si tam gor hoditi. Prej sem vam že večkrat razložila glede The Great Smithsoniana, ki je pač poskril vse dokaze, ki mu niso všeč, naprimer o velikanih. Pol je pa ogromno ljudi, ki dvomijo, kako bi lahko stvar kar okamenela. Dejansko se okamenjenje zgodi ful hitrejš, kakor lahko pričakuješ. Tole je primer noge kavboja, obviously v kavbojskem čevlju, škornju, ki je okamenela, torej res ne dolg časa nazaj, ker se zelo na hitro lahko zgodi. Organska tkiva grejo nekako v minerale, lahko tudi v soli in potem to naknadno okameni. Zato tudi govorijo, da ne bi bila Himalaja dejansko en speč velikani in pa vsi njega jemo, v bistvu njegova sol. I know. Isto, kdor ne verjame petrifikaciji, tole je legit okamenelo drevo in ogromno jih je. Ogromno je tudi teh fosilov okamenenih lesenih, pač tega je neskončno in ni nič čudenega dejansko. Torej, zakaj ne mogli gigantske stvari okameneti? Ampak obstaja neka pravljica, nek mit okrog tega, da vsi nekako te velikani okamenjeni vedno gledajo nekako gor in ful krož tako kot govorica, da se je mogli naenkrat nekaj zgoditi, da so naenkrat vsi okameneli in da so vsi gledali gor. Torej, kaj je bilo, ne vemo, ampak ta
tak vibe oddajajo. Gremo na še malo dokazov. Pred 65 milijoni let je ogromen meteor zadel Zemljo in povzročil globalno katastrofo. Ta je po ocenah uničila 3/4 rastlinskih in živalskih vrst na planetu, vključno z mogočnimi dinozavri. To vsi vemo, ok? Zakaj bi torej dinozavri bili, ostalo pa ne? In potem so se ljudje spravili kopati premog zelo globoko v zemlji, v skorji, in so prišli do plasti v zemlji po izumrtju dinozavrov. Torej 10 milijonov let mlajša plast, torej ti gianti naj bi bili po dinozavrih, in tam so najdeli fosile in razne ostanke, in te ostanke so bili gigantski. In takrat so tudi najdeli nedolgo nazaj to titanobo, torej gromozansko kačo, ki je totalno potrjena, in pa so najdeli še večjega krokodila, ki je tudi dejansko potrjen. Zakaj ne bi bile stvari še večje? A štekajte, kaj govorim. In marsikdo je zdaj verjetno že pomislil, fuck, mi imamo tudi eno, še legendo o ajdih imamo. Ja, ajdovska deklica. Meni njen obraz res ni toliko izklesan, kot bi tale rekla, je res amazing, ta ajdovska deklica je tako zelo ugroben, lahko da ni sploh nič povezan, a ne? Ampak ja, povsod se pojavljajo v vseh mitologijah, v vseh zgodovinah, če so jih še ne vem, Grki, Rimljani, vsi so jih klesali in risali, a ne, mi jih kar brišemo, kada to ni nič, to je boka, veš. Še tale legendica o ajdih. Ajdi se v literaturi pojavljajo kot velikani s človeško podobo. Bili naj bi predniki ljudi. Po pripovedih naj bi se sprehajali po gorah, in ker so bili tako ogromni, če so kaj rabili, da kdo ni imel pa roki, sam rekel, a mi podaš, in je z druge gore drugmu podal, ker so bili tako enormni, tako kot ta model tle vzad, ali pa kokaruni iz Lotra, a iz Hobita. Ljudje pa ne bi bil v primerjavi z njimi tako majhni, da bi nas lahko nosili v predpasniku. A ja, pa še ena ful huda stvar za na koncu. Tudi enormanska drevesa naj bi včasih obstajala. Fun fact, gobe so tudi že potrjene, torej pred drevesi so bile enormne gobe na planetu. In ne bi bila enormanska drevesa, ki so tudi okamenela, in zdaj pogledajte tele ostanke, ki so potencialno ostanki okamenelih dreves. Torej, kdo jih je posekal, sploh ne upam se vprašati v tem primeru, a ne? Ampak ja, tele ogromne kamnine, ki se tako nenavadno dvigajo, ja, imajo v geologiji svoje ime, če mu pač verjameš, lahko pa je kaj drugega. Saj ste pri meni dobili vibe, da ne govorim, da je eno ali drugo res, jaz sam vedno hočem, da imate odprto glavo, ker lahko sam vemo, da nič ne vemo. Anywho, dragi moji, ne pozabite na moje 3 kode. Še vedno je par kosov adventnega koledarja s seks igračkami par Sveto užitka, to je tako najbolj popularen koledar ever, tako da se zagrebite, ker novembra ga verjetno ne bo več. Imate kodo Alenka 5, za Jimby Alenka 5 in za Malinc. A ja, pa ekskluzivno 15. in 16. 48 ur, 15. in 16. 10. boste imeli kodo pri Malinci Alenka 25, torej večjo kodo. Kdor bo kupoval, ne raj zdaj, obviously. Elen mama out, pridni bote.